Kako to, da pišeš in si pisateljica? V bistvu zelo enostavno, to znam, drugih stvari pa ne znam. Kdaj postaneš najstnik? Po mojem postaneš najstnik takrat, ko ti začnejo starši zelo na živce, pa ko greš tudi ti njim mal na živce, čeprav se delajo, da jim ne greš, pa ko imaš mozolje, pa ko se ti leta začnejo na 11, se pravi 11. Kdaj si začela pisati? Začela sem pisati v 1. razredu osnovne šole, tako da se spomnim, da sem imela eno pesmico, ki je bila v Cicibanu objavljena. To smo bili vsi zelo ponosni, tudi moji starši. Potem sem pa dolg časa mislila, da bom študirala biologijo ali pa medicino, ampak se je potem izkazalo, da nisem bila zelo pridna pri matematiki in sem se potem oprijela tega, kar mi dobro gre. Ampak ja, zelo rada pišem. Kakšna si bila ti, ko si bila najstnica? Kar zoprna. Veliko sem se kregala s svojo sestro, nisem hotela ubogati mame pa očeta. Mislila sem, da vse najboljš vem. Kako da pišeš o najstnikih? Jih dobro poznaš? V bistvu najstniki me zanimajo, ker so pač res zelo zanimivi ljudje. Predvsem me zanimajo zato, ker se jim večina stvari v življenju dogaja prvič in zato tako močno doživljajo vse, kar jim pride na pot. Prve ljubezni, prva razočaranja, odraščanje. Ko spoznavajo stvari, je za njih vse tako zelo zares, zelo so iskreni in to mi je pri najstnikih zelo všeč. Zakaj pravijo, da je puberteta težka? Zato, ker je. Puberteta je težka. Ni lahko, veliko stvari se ti dogaja v telesu, tudi odraščaš v smislu, da si vedno bolj samostojen, pa to samostojnost si moraš izboriti, ne pride sama od sebe in to pač je težko. Zakaj se pubertetniki in starši vedno prepirajo? Zato, ker starši bi radi, da otroci ostanejo majhni, luštni pa jih skozi ubogajo. Ampak otroci, ko odraščajo, je zelo normalno, da hoče začeti delati stvari po svoje. To je v bistvu znak, da so zdravi in normalni. In potem tukaj pride do tega, da bi mi starši bi radi, da bi še malo ostali majhni pa luškani. Otroci bi radi, da jih že enkrat pustijo primer, pa da delajo stvari po svoje, ker so pametni in pa se preskregamo. Kakšen je občutek, ko vsi radi prebirajo tvoje knjige? Ja, super občutek je to. Ali si imela tremo, ko si izdala svojo prvo knjigo? V bistvu nisem imela veliko treme, ko sem izdala prvo knjigo. To pa predvsem zato, ker so to teksti, ki so že prej par let izhajali v eni najstniški reviji Pil. Koliko sta vidva stara? 9. Jaz sem tudi 9. Ampak bosta kmalu 10. Ja. Potem bosta pa še kmalu 11. Ja. A mislite, da bi vidva tudi lahko kaj našla tukaj noter? Zabava. Za najstniško zabavo so značilne stroge starostne omejitve. Na njej so dobrodošli zgolj najstniki, vsaka avtoriteta v obliki staršev totalno odpade. Prav tako nadležni obeski podobnih mlajših bratov in sester. Najprej bi jaz tebe vprašala, a se strinjaš, da na najstniških zabavah ne more biti staršev pa mlajših bratov pa sester? Ja. No, to sem mislila. Da, ker najstniki hočejo imeti zabavo, pol ponavadi. Najprej rečejo starši, ja, v redu, ampak bomo mi zraven, ali pa v kuhinji, ali pa v sosednji sobi, ali pa neki, in najstnikom to ponavadi ni všeč. Ali pa rečejo, ja, seveda, ampak da je zraven še na bratca popas. Meni se zdi zanimiva tale o imidžu. Stil ali imidž je ena takšna zapletena zadeva. Predvsem zaradi svoje vseobsežnosti. Pod imidž seveda spada zunanji izgled z obleko, frizuro in podobnim. Zakaj je najstnikom tako pomemben ta imidž? A tebi ni pomemben, kako izgledaš? Še ni. Ti že ni? Mogoče kakšnim ljudem tudi nikoli ni prav zelo, ampak večini pa je in tudi v najstniškem obdobju se dogaja, da se pogosto menja to, kjer imidž hočeš imeti. In zdaj, jaz to razumem, ker se še iščeš, ne? In bi rad sprobal, kako ti paše tak imidž, pa in drug imidž, pa in tretji. Staršem je pa to problem, ker je to kar precej drago. Ker imidž niso samo obleke, pa frizure, pa pač še mogoče kaj zraven, ampak še muzika, pa šport, ki paše zraven, pa mogoče še kakšna žival, pa še kakšni izleti kam, pa še ne vem kaj, ne?